Razmišljam, kako je tole lahko postalo svetovni avtomobil leta. Samo 2 sedeža ima, čist neuporabno. Pa poglejte, kako ima majhen prtljažnik. No, pa tale plastika čist ceneno deluje, streha, platnena, pa na roke in to v 21. stoletju. In športen avtomobil pa ima motor samo z 1,5 litra prostornine. Res ne vem, kaj so pili tele žirantje, ampak očitno nekaj takšnega kot jaz, ker se z njimi strinjam v vsaki pikici. Mazda MX-5 je trenutno eden najboljših avtomobilov, ki si ga lahko umislite za svojo dušo. V našem uredništvu sem si ga komaj izboril, ampak če je izgovor delo, potem je vreden nekaj več. O tehniki je dejansko dovolj povedal že Matej v mednarodni premieri, zato o številkah le tole. Samo 1,5 litrski motor ima 96 kW, to je 131 konjev, ki jih doseže pri visokih 7000 vrtljajih. Menjalnik ima 6 prestav, celoten avtomobil pa tehta samo 1050 kg. Nosilnost poleg mene in goriva znaša še dodatnih 165 kg, kar pomeni, da boste sovoznika morali vprašati, koliko tehta. No, še ena številka, 28 210 € z zelo bogatim paketom opreme Revolution. Zdaj, ko sem opravil s formalnostmi, pa samo še užitek. Tale avto obožujemo in ne samo mi, predvsem zaradi odličnih voznih lastnosti. Tako lahkotno se ne beli noben tekmec v tem cenovnem razredu. Občutek imaš, da voziš peresce, ko ga premetavaš med ovinki. Uboga kot najbolj pohleven kužek, ampak hkrati ne deluje punčkasto, nikakor. Tudi če izgleda za marsikateri okus preveč nežno, je tole prava moška igrača. Začutiš na volanu, ki je po moško obtežen in z odličnim občutkom med vožnjo. Želel bi si samo, da bi bil nastavljiv še po globini. Začutiš tudi na ročici menjalnika, ki je vzor vsem, ne samo ostalim Mazdinim modelom, celotni konkurenci. Tako natančnega in hitrega menjalnika praktično ne najdeš daleč naokoli. In tukaj je še novi motor, celo z manjšo prostornino, ampak vsem občutno boljši. Poleg zvoka, ki je dovolj športen, evo, me je navdušil še z odzivnostjo, sploh pa z vrtenjem. Rdeče polje se začne pri 7500 vrtljajih. Res je, da je včasih malce prešibak, sploh če gre cesta gor, ampak vseeno ponuja toliko veselja, da je joj. In na prvi vožnji, ko sem se z avtomobilom še malce spoznaval, je popil manj kot 6 litrov, kar je zelo v redu, tudi zdaj ni več kot 8. MX-5 je majhen avto, to je še vedno dejstvo. Potnika sedita blizu eden drugega in se morata imeti rada, tudi razvajena ne smeta biti preveč, ker zadaj sicer gre plato pijače in 2 torbi, ampak vseeno. Športni avto mora biti špartanski in tale še vedno je. Pravi roadster mora imeti tudi platneno streho, ki se zloži, takole enostavno. In čeprav je notranjost zelo napredovala, ker so dodali blazinice tja, kjer so komolci, pa tukaj tale velik zaslon pred mano, mi je po pravici povedano čisto vseeno. Zanima me samo, kaj je na cesti pred menoj. Veste, kaj je največji problem tega avtomobila? Da boste ves čas samo iskali ceste, kjer si boste lahko dali malce duška. Kjer boste sami. Ja, tole ni avto za pozerje, ampak za prave uživače, čeprav si ga bodo kupovali predvsem pozerje. Pa kaj?